Živijo. Danes smo zate en prelep mini dokumentarc, ki te bo resnično očaral. Pripravila sem ga za tebe. En večer sem ga skanalizirala s pomočjo angelov, meni je bilo to všeč. Malo sem si tukaj zapisala stvari, malo bom gledala na plonkec, da ne bom kaj spustila, zaradi tega, ker jaz se res strinjam s tem, kar bo zdaj tukaj povedan. In sicer, veš, dostikrat moramo biti zelo iskreni v duhovnih znanjih, se promovira, moraš upati in moraš zaupati. Ampak kaj to v bistvu sploh pomeni v praksi? Ker smo definitivno, februarja je mesec upanja, veš, portal 2.2 pa portal 2.2.2, se takrat definitivno, pa zima je, pa tako naprej, velike introspekcije, se definitivno veliko ljudi vpraša tudi te stvari, veš, pa mogoče ima občutek, da ni toliko sonca, ne morejo iti toliko ven. In veliko je vprašanj glede tega notranjega upanja in zaupanja. In potem dostikrat slišiš duhovna znanja, ki sicer noče nič slabega, ampak rečejo, ti moraš sam upati in moraš zaupati življenju. Ok, dajmo se čisto iskreno med nami pogovarjati, včasih je to veliko lažje reči, kakor narediti. Veliko lažje je nekaj teorizirati, kakor dati v prakso. Zato sem vprašala angele, na kakšen način bi mi lahko, ne pravim, da boš zdaj tukaj popolnoma prišla do upanja in zaupanja, kar po eni video vsebini, lahko ti pa dam na svete, kako lahko začneš graditi upanje. In ko rečem graditi, mislim res graditi. A veš zakaj? Zaradi tega, ker zakaj je včasih, kljub temu, da poznaš duhovno zavedanje, poznaš moč angelov, zakaj pa bolj tako težko zaupati? Zaradi tega, ker ti moraš vedeti, da si tudi človek in da si fizično bitje in da imaš možgane. In možgani, ki so kadarkoli doživeli karkoli, kar jim je porušilo upanje in zaupanje, se bojo začeli ful zaščitniško obnašati. Zelo se bojo začeli obnašati zaščitniško in se bojo začeli obnašati drugače. In vedno, ko bojo videli v neki manifestaciji potencialno grožnjo, bojo sprožili energijo nezaupanja. In ti takrat ne moreš reči možganu, ti bo, kaj pa imaš ti za govor, ker ne moreš to narediti. To je znotraj tebe, to je del tebe, to na vse zadnje si tudi ti. Seveda si duša, ampak si seveda tudi zemeljski jaz. In v bistvu ta vsebina se bo bolj osredotočala na to, a veš, kako zgradi to energijo upanja in zaupanja tako, da v bistvu ne sterorizira svoje možgane, da se ne pogovarjaš grdo z njimi, ampak da jim pomagaš, da oni lahko ponovno verjamejo stvari, da lahko so pripravljeni videti lepe stvari, to, kar duša že ves čas ve. Tako da jaz mislim, da bo to velikim ljudem prišlo prav, ko gremo si pogledati v bistvu, kaj je tisto, a ne. Prva točka, ki jo imam zate, je, da najprej definiri to, kaj je tebi vzel upanje pa zaupanje. Ti moraš vedeti, da, hvala Bogu, da ni to tako, da se tebi ne zgodi v življenju milijon stvari in milijon stvari v bistvu te poruši upanje. Ni res. Ponavadi je ena stvar, se ima lahko zasevke na drugo področje, ampak ponavadi je ena stvar, ki sproži v ljudeh tako razočaranje pa tak strah, razumeš, ampak druge stvari pa štimajo. Recimo ljudje blazno lahko ne upajo v ljubezen ali pa v dobre odnose, ampak so zdravi. To je obilje. Torej, ni to tako, da ne zaupajo temu, da zdravje obstaja. A pa recimo te ljudi nimajo težave z denarjem, nimajo recimo strah pred finančnim zlomom pa tako naprej. To pomeni, razumeš, torej je ena stvar težava. Lahko se sicer to kaže, da ti ne zaupaš v odnose in posledično ne zaupaš, nimaš upanja v ljubezen in posledično ne zaupaš sebi v odnosih, vse se to dvoje povezuje. Ampak, a veš kaj mislim, ti moraš definirati, veliko lažje je možganom, kakor da hočeš jim reči, celostno zaupaš življenju, njim je to zelo razpršena energija, možgani imajo pa zelo radi fokus, radi imajo, a veš, eno stvar. In veliko lažje jim je obdelovati eno stvar. In za možgane je predvsem pomembno to, da oni razumejo, kaj zdaj ti hočeš. Zelo so, jaz temu rečem po angleško, taskerji, to pomeni, radi imajo one kljukce, radi imajo naloge. To pomeni task, naloga, neko opravilo, katerega narediš, ne. Ampak zdaj rabimo, recimo, se mi spraviti na vir, ki potem mogoče zaseva tudi kam drugam, ampak kaj je bilo tisto, kar ti je prvič vzel upanje v prihodnost? Recimo, dostikrat so nekateri ljudje, če se spomnim sebe v preteklosti,
Jaz vem, kaj meni včasih vzeli upanje in to je bila izguba in potem strah pred izgubo, zaradi tega, ker ne vem, nekoga sem imela ful rada, ta oseba je umrla in potem seveda sem bila zelo prizadeta in potem ta strah pred izgubo je meni seveda seval na druga področja in potem posledično ni bilo upanja, zaradi tega, ker si mislil vse, kar imam dobrega, se bo končalo. To se meni takrat leta nazaj dogajalo. Hvala Bogu, sem to premagala. A veš, ti imaš tudi neko tako svojo stvar, ki se ti je zgodila in zelo dobro je, da to definiraš, ker bolj, ker bova imela nekaj specifičnega, a ne, lažje bova to stvar naredila, a ne. Potem greva naprej na drugo točko, ko imava to stvar, torej tisto, kar je dejansko vzela zaupanje, upanje, ne, ta dva sta pač v enem in istem kotlu, ne, se rabiš ti od tega odvojiti. Ti rabiš možgane odhaklati, kako bi ti rekla, od te negativnosti, a veš? Jaz sicer mislim, da je težko možgane tukaj prepričati v to mal klišejsko, v vsaki stvari je nekaj dobrega. Jaz razumem, da duhovni aspekt tega stavka ga ne negiram, ne me narobe razumeti, ampak za možgane gledano, oni tega ne bojo zmogli videti, res ne. To ti res moram povedati. Če ti možganom rečeš, da je bila ena ful negativna stvar in rečeš, to je bilo zihar za nekaj dobrega, možgani ne morajo, oni ne znajo osvojiti tega, dobro in to se je zgodilo in to je zdaj dobro. Jej, nekdo je umrl, ful dober. A veš, kaj mislim? Težko boš to možgane prepričala, zaradi tega, ker oni nimajo dokaza za to in možgani so absolutno dokazovalci. Kar pa ti tukaj lahko narediš je, da odvojiš negativnost, a veš, če ti odvojiš negativnost možganov od recimo tistega, kar je sprožilo nezaupanje, potem bojo možgani avtomatsko sprožili, torej kontrabalans, bojo sprožili upanje. Kako pa to lahko narediš? Neka stvar, ki je tebi sprožila nezaupanje, rabiš možganom noter predstaviti vrednost oziroma orodje, katerega bodo lahko uporabili za nekaj drugega, kar bo pa dobro. To pomeni, da možgane spraviš, to narediš z meditacijami, tečaj in tako dalje, spraviš, mogoče recimo najboljši tečaj za to razreševanje podzavestnih vzorcev. Imaš pri meni, lahko pogledaš 1. aprila, no? To recimo ful svetujem. To pomeni, da možganom, torej naša prva točka, so imeli pač neko situacijo, ki je bila negativna in tako dalje, ne? In potem ti možganom jih peleš noter in jim daš orodje. Noter so nekateri ljudi naredili to pa to pa to, iz tega lahko vzamem to in to informacijo, to in to učno lekcijo, še vedno to možgani rečejo, to zame ni dober, ampak imam pa zdaj neko izkušnjo, ki je prej nisem imela, katero pa lahko uporabljam zdaj tukaj. A razumeš? Ampak to je prav orodje, katerega ti odvojiš, a ne? Torej, če bojo možgani vedeli, da so tukaj imeli noter učno lekcijo, orodje in da, zdaj to vem, možno je, da se to tako zgodi in rezultira, zdaj pa to vem, da pri poslu to upoštevati in naslednjič, ko imaš neko manifestacijsko priložnost, da nekaj delaš, uporabiš ta vzvod, te informacije, ki se je zgodila, in potem avtomatsko se možgani od te situacije negativne odvojijo, začnejo uporabljati in se osredotočati na to novo situacijo in uporabljajo tisto kot orodje, ampak je tukaj pozitivno. To ti je najlažje, ta prehod, tisto, kar smo rekli, videti nečem dobro, najlažje ti to narediti, da ga spremeniš kot orodje na tak način. Imate to meditacijo in imate tečaj drugih pisanje, ampak to je recimo taka zelo dobra tehnika, a ne? Tretja stvar, torej možgani so dokazovalci, oni so tako, dokaž mi, oni so ful taki, dokaž mi. Možganom rabiš dokazati zaupanje, da je nekaj možno. Ne, da jim sam govoriš, ti zaupi, vse bo šlo v redu. Dokaž mi. Oni so zelo taki, ja veš, hočem garancijo. Ampak zdaj recimo, kaj pa, če ti nimaš tega dokaza, kaj če ti nimaš v bistvu te neke garancije. Možgane se še vsem da vrš na trik in sicer, ko imaš neko situacijo, ki te vrgla v stanje nezaupanja in da
ne vidiš dobre stvari v prihodnosti, rabiš dokazati, da pa še vse en rešitev obstaja in da jo je nekdo naredil. Za začetek, namesto možgane ti silaš, pa daj zaupi, razumeš, z nekim kladivom ti tam tolčeš po njih, ne? Jaz v tem recimo ne vidim smisla, je zelo dober, ker vedno nekje v zunaj obstaja neka podobna zgodba, katero si ti preživela. To moraš razumeti, da to absolutno je. In rešitev za tvojo težavo zagotovo obstaja. Nekdo na svetu jo ima, ali jo ima nek sistem, ali jo ima nek človek, ni važno, obstaja. Ti je ful je dobro, da recimo tako stvar najdeš in prebereš, tudi če jo trenutno ne moreš implementirati v svoje življenje, to ne bo zguba časa, če ti o tem bereš, pa tako naprej, sam zato, da možganom daš občutek, da pa možnost je. In če bojo možgani v enem trenutku vedeli, rešitve so, jaz konkretno jih ne moram uporabiti, ampak vseeno bojo imeli pa noter podzavestni vzorc. In to je, rešitve pa so. Za tako stvar rešitve so, od nekoga drugega, jaz za sebe ne moram to uporabiti, ampak so pa. In bojo možgani samodejno začeli sprožati za tebe iskanje tvojih rešitev. Mogoče boš ti pa nekoč nekomu drugmu lahko pomagala, pa potem s to zgodbo bila inspiracija. Ampak gre se za to, da možgani tukaj to zelo obrnejo in to je ena taka čudovita stvar. Naslednja stvar so, četrta naša točka so notranji samogovori. V meditaciji predvsem je najlažje to delati, z možgani oziroma temu rečemo sam sabo se ful dobro pogovarjati. Eni ljudje ful ne marajo tega delati, ampak recimo to so meditacije, ki bi jih jaz zelo svetovala. To pomeni pogovor sam s sabo. Predstavljaj si, da recimo si predstavljaš svoj zemeljski jaz, lahko bi tudi rekli duša, ego, ampak da si predstavljaš kot dve ločeni energiji in da se v meditaciji med sabo pogovarjata. To pomeni, da možgani govorijo, kaj in ne gre v kalkulaciji čez, kaj se čist ni v redu. Če ti rečeš, se bo vse v redu, pa ti reče nazaj neki, ne da mu rečeš tiho bodi, ampak da prihaja do tega samogovora, ki je dvostranski, ampak znotraj tebe. To je ena taka zelo posebna stvar. To je stvar, ki jo jaz definitivno svetujem. Jaz sem recimo opazila pri možganih, da se ne odzivajo dobro na neko božanje, zato ker to ni čustven sistem. Se bo vse v redu, pikica, piki, šuki, šupi, šupuno, ono se žikera, ne, na to šlo, res ne. Možgan to nič ne pomeni. Pusti, da to mogoče tvojemu čustvenemu sistemu pomeni, ampak oni so pa glavni manifestatorji. Tako da bomo mogli nekaj drugega narediti, Možgani se veliko bolj v temu samogovor, kot se bo v redu, tako naprej, on ti govori, nič ni v redu. Kaj mi govoriš, vse v redu? Če imaš kaj dokazati, da ni v redu, veš? To je zdaj ne priješ do dobrega samogovora. Ti njemu govoriš, vse bo v redu, on tebi reče, kva ti govoriš, če imam jaz dokazati, da nekaj ni v redu? O čem ti to? Razumeš? Ne res, to se prav res znotraj tebe, ful smo zanimivo sestavljeni. Ti rajš, kolikor da to delaš, ful boljša tehnika je, da možganom predstaviš, ok, to ni v redu, deva brainstormati, deva iskati rešitve. In da možganom namesto buci, baci, predstavljaš rešitve, potenciale in možnosti. Kaj pa če bi to, pa bojo možgani rekli, to ne, kaj pa če mogoče to, a veš, koliko recimo, ko se ena ekipa usede za eno mizo in potem vsi skupaj najdemo rešitve, to je recimo ful dobro delati v delovnih okoljih, Nekaj je, da imaš ti nekoga, ki brainstorma to, pa brainstorma to, ampak recimo, če več ljudi dobiš na kupu, potem se zgodi, da en brainstorma za ungata drugega, čeprav sploh ni njegovo delovno mesto. To je drugače ful dobra stvar delati za vse une, ki imate podjetja pa tako naprej. Zato, ker se avtomatsko zgodi, veš, pa kanaliziranje se vklopi in tako dalje. In tukaj je isto, samo da to delaš sam s sabo. Ti tukaj organiziraš team building znotraj sebe in se samo ideje mečejo na mizo. To pa možgani ful radi sprejemajo, ker so pa tudi ocenjevalci. In tukaj ocenjujejo svoje potencialne možnosti in to jim je ful všeč. Potem naslednja točka, klese sem si napisala, berem veliko, kar položi na svojo mizo. Kaj to pomeni? Veliko ljudi je energijsko in miselno odvisnih. Niso neodvisni. Možgani drugače tega ful ne marajo.
Možgani ne marajo, recimo to je bilo znanstveno izmerjeno, nasplošno vajati predajati v zunanjost. Zato se tokrat recimo ljudi, da ti povem en primer, pa verjamem, da ga poznaš, ampak tukaj lahko zelo super povežejo. Recimo ogromno ljudi ne mara, da recimo se vozijo z letalom. Ampak jim je pa okej, če sami vozijo avto. Ful se bojijo letenja, ne bojijo se pa vožnje. A smrtnost, umreti na letalu je, o moj bog, koliko manjša, kolikor da lahko umreš v avtu. Veliko večjo možnost imaš, da boš imel prometno nesrečo, kot imaš letalsko nesrečo. To so tako res absolutno nenormalne številke, koliko manjša je una možnost na letalu. Ampak ljudje se veliko več bojijo letal, kakor vožnje. Zakaj? Zato, ker ni nobenega nadzora. V avtu imaš občutek, da imaš nadzor in možganom je to všeč. In to povezuje z varnostjo in zaupanjem. Tam pa definitivno nimaš nobene možnosti, okej? Na letalu, če gre kaj narobe. Razumeš? Pač v resnici, veš, kaj mislim. Torej, predajaš svojo usodo pač nekomu drugemu v roke, zato dosti ljudi tega ne mara. In tam si energijsko in drugače odvisno od drugega človeka. In možgani tega ne marajo. Je pa ta odvisnost, ki sem ti zdaj preko tega lepega primera prisotna druge. Veliko ljudi imajo odvisne misli, manifestacijo od drugih ljudi. Kaj si drugi želijo, kaj bi drugi rekli, kaj drugi hočejo in potem ti sebe prilagajaš glede na to, kaj bojo drugi. To je čista fizična, energijska, manifestacijska odvisnost. Možgani tega ne marajo. Tudi če ti ljudje hočejo dobro, tega ne marajo. In veliko se tukaj učijo nezaupanja v lastne sposobnosti. In potem tudi upanja ni. In taki ljudje so tudi zelo, razumeš, toliko odvisni, od tega, kaj jim bojo drugi ljudje zagotovili in kaj bojo dali in imajo občutek, da sami ne bojo zmogli. Taki možgani so možgani, ki se nasplošno v vsaki, še najmanjši situaciji, najlažje prestrašijo. Res najlažje se prestrašijo. Veliko moraš delati na tej energijski neodvisnosti. Fajn je, da imamo druge ljudi v svojem življenju. Fajn je, če nas podpirajo in fajn je, če nam pomagajo. In seveda je prav, ampak to, da pa ti misliš, da brez drugih ljudi ne zmoreš, bojo pa avtomatsko možgani nezaupanja. Tako da naredi v tem letu veliko na svoji energijski neodvisnosti. Ja? In še zadnja točka. Prakticiraj meditacijo. Prakticiraj meditacijo. Vem, da dosti ljudi reče, Kristi, kaj težiš to meditacijo? Jaz ne morem meditirati in nočem redno meditirati, zato ker meni misli bežijo, pa ne morem noter delati ravno te ljudje, ki se vam zdi, da ne morete meditirati, so oni, ki bi najbolj mogli meditirati. Ti zaupanje in zaupanje rabiš močno energijsko stabilnost v možganih. Majke mi, res ti povem, no? In če imaš ti to kaotičen in to, ker razumeš misli, ki bezlajo na vse konce, ti lahko rečeš, ne bom zaradi tega meditiral. Sam kaj pa se zgodi, ker tebi zaradi tega manifestacija pa ne štima, odnosi ne štima, nič ne štima. In zakaj ne štima? Zato, ker so možgani v stanju kaotike. In taki možgani nikoli niso v stanju zaupanja in upanja. Nikoli. In nikoli ne morejo močno kanalizirati. Nikoli. Zato je meditacija tukaj ključna. Pa meni to ne gre. Ustraji toliko dolgo, dokler ti ne gre. A veš, to ti vrhunski športniki, ki so, svaka jim čas sicer, pa imamo, ne vem, neke dončiče pa tako naprej. Pa ga pejte vprašati, kolikrat je mogel v svojem otroštvu na koš metati, pa koliko jih je palil, pa tako naprej, da je to zdaj legenda neke košarke. Pustimo, da zdaj gledamo, kako je to neka zvezda, košarke, pa čestitke, pa to. To je vse super, fino pa fajn. Ampak recimo taki ljudi bi lahko vprašali, koliko so oni mogli že kot otroci prakticirati košarke, pa vaditi, da je do tega prišlo. Ok, jaz definitivno nam šla v košarko, z mojih 1,61 m, ki jih imam, naj to Luka dela, ampak a štekaš, mi moramo pa prakticirati na isti način meditacijo. Mi na isti način dosežemo, mojstrstvo tega. In to hočemo doseči, ker ti v meditaciji imaš vse, v meditaciji imaš ti vse. Zdravilne energije, ki se prevajajo, kanaliziranje, umirjanje možganov, osredotočenost, energijsko neodvisnost, pa jaz bi tebi lahko ure in ure naštevala, kaj vse se skriva noter meditacije. Vztraji toliko dolg
In to ni nekaj, kar si je Kristi izmislila, zato ker, ne vem, piha na svoj mlin, kako že rečejo. To so znanstvene raziskave zadnji za tem. Če vpišeš v, ne vem, spletni brskalnik, znanstveni dokazi meditacije, to so neskončni dokumenti tega. To si nismo sami duhovni učitelji, meditacijski učitelji izmislili. To je izmerjeno. Tako meditacija je tukaj ključna. Meditacija, možgani pa meditacija. Pustimo, tudi če eteriko damo na stran, sam za možgane, zato da res ti lahko razmišljaš, zato da res najdeš rešitev, lahko funkcioniraš. Meditacija je to ta bombonček. Ogromno meditacije bomo tudi mi, čisto novo smo pripravili. Leta so take astrološki premiki pa datumi. Wow, kdo je to na nebu skupaj? A veš, da wow, ful dober. Tako da poglej si tečaje, vedno dajemo neka darila, ponudbe, razišči si to, a ne, poglej si meditacijo 22.2., ko je portal upanja, zaupanja in tako dalje. In do 22. februarja imaš še možnost, da če se prijaviš na katerikoli tečaj od mene ali pa Mihaela, dobiš angelske komunikacije, obsežen tečaj, 70 strani skripte, ne vem koliko, 30 videoučenj, 23 meditacij v vrednosti 333 €, popolnoma brezplačno. Tako da definitivno se splača, a ne? In to je potem življenje upanja in zaupanja. In jaz tega vsekakor privoščujem, pokukaj se, kaj imamo tudi na potovanje duše.si. Vem, da ti je tale vsebina pomagala. Vse dobro ti želim do naslednjič in adijo.